midva, mama in hči, Marija in Irena. Zelišči se ukvarjamo že kar dolgo časa, ker je tudi pred moja mama, babica, skozi, ampak niso nikoli vedno so pobirali za čaj zelišča, ampak mi dve smo se pa začeli z bazili in s kremami ukvarjati. Ja, začeli smo leta 2019. S tem, da to smo uradno začeli, smo pa že nekaj let prej seveda ustvarjali. Jaz sem začela, ker sem delala v vrtcu in sem dobila vodene koze, pa sem imela ogromno brazgotin in sem iskala neko naravno kremo, neko zeliščno kremo, pa nisem našla nekaj, kar bi mi ustrezalo. Tako da jaz sem začela iz tega, da nisem našla nečesa zase, ti si pa začela. Jaz sem pa začela na tak način, ker je partnera vedno noge, roke, križga bolelo. Pa smo enkrat na sejmu hodila, pa sem rekla, pa zakaj ne bi probala enkrat konopljino mazilo kupiti, če vsi govorijo, kako pomaga. Pa res smo kupila, pa mu je malo pomagalo, to sem pa je začela. Konoplje kupila, pa te pripravila, pa je uspelo. Pa še naprej materina dušica, smrekovo mazilo, ognjičevo mazilo. To je moje, Irena ima pa kreme pa. Ja, mama izdeluje mazila, torej uporabljava lastna zelišča, razen industrijsko konopljo, tisto pač kupiva, ker bi bilo treba nasaditi velike površine zaradi zakonodaje, no vseeno pa kupiva tudi slovensko zelišče. Tako da se trudiva, da imava čim več domačih sestavin, da je v vsakem izdelku nekaj najnih zelišč, najnega zeliščnega vrta oziroma z okolice tukaj, z neokrnjene narave. Pa pomembno nama je tudi, da imamo 100% slovenske surovine oziroma sestavine v mazilih. Torej se nama zdi ta vidik trajnostnega razvoja, prav podpirati lokalno, tudi da lahko mi podjetja podpiramo lokalno, ne samo potrošniki, ampak tudi kaj lahko podjetja naredimo za to, da podpremo dobavitelje slovenska podjetja. Recimo mi tudi, kar se le da, naročujeva pri slovenskih podjetjih, od storitev, nalepk, ne vem, embalažo, pač čim manj stojine, zato da ostaja slovensko gospodarstvo. Kljub temu, da to pomeni za naju manjše marže, čist tak, ampak je pač nama pomembno, da delamo nekako tisto, kar se nama zdi prav. Iz srca, iz ljubezni do dela. A je treba nam kupiti vse, kar si zaželimo? A je treba imeti čist nov avto, čist nov telefon, ne vem, vsake 10 let novo kuhinjo, novo kopalnico? Če smo nekako skromni, če razmišljamo zdravo kmečko pametjo, se mi zdi, da to bi mogel vsak posameznik pri sebi razmisliti in lahko to veliko prispeva k trajnostnemu razvoju oziroma ohranjanju nekega našega okolja pa zelene prihodnosti. No.